Prisrčen pozdrav. Danes je sobota, 14. junij. Oglašam se vam zato, ker imam neko zanimivo novico. Najprej vam povem, da tožbe, razsodbe v tej aferi Podivjana Kobila še ni. Jaz mislim, da je včeraj prišla, pa ni. Dolgo tole traja. Se mi zdi, da je tole politični proces. Eno drugo tožbo, Katarina Keček, se mi je iz 1. julija predstavlja na 2. septembra. To v zadnji nekaj kalkulirajo, ampak gledajte, karkoli pač bo razsojeno, bo spolzko za to politično sceno. Jaz se ne dam. Res je, da imam zdaj probleme, rekel, s telimi financami na račun tega, ker moramo odvetnika plačevati. Ampak tale akcija, ki je stekla, moji fani so organizirali donatorsko akcijo in se je zbralo za glih to, ko me bo stal odvetnik. Jaz se vam zahvaljujem za te donacije. Glejte, PayPal, ki so mi ga shekali meni, sem po mukah, po 3-4 mesecih klicarjenja v Luksemburg, kjer je sedež tega PayPala za očitno tudi Slovenijo, sem le nekako dosegel, da sem ta moj originalni PayPal oživel. Tako da, če kdo misli, da je to moje delo, to moje naprezanje, tudi v kontekstu novega psihoterapevtskega zakona, veste, da sem se soočil z nekim mladim zdravnikom, internistom, ki recimo ni vedel probleme psihoterapevtike. Če hočete, da se borim za naprej, mi je toplo pri srcu, če se nekdo tako, rekel, zavzema zame, da mi je tam še kakšna donacija da 10-20 evrov občasno. Tako da imate tudi spodaj v opisu vseh teh mojih poučnih videih tudi link. Zdaj bi pa povedal pa še nekaj, ne? Namreč tisti fani, ki se res prizadevajo, da se bi moje znanje uveljavilo vekomaj, ne, so se nekako oglasili in so mi takole rekli, da mi plačajo 14 dni dopusta v karanteni na morju, nekje na Jadranu, če napišem knjigo. Jaz imam 2 knjige napisane in ker se tale knjiga, to je tudi eden od fanov mi je dal tolo backup v zadje, tole mi je nekako poslal. Tale knjiga se ne prodaja toliko, pa je ful prelomna za zaustavitev tega feminizma, ki je tako, rekel, škodljiv za družbo. Ker se ta knjiga ne prodaja, ostali 2, ki imam že napisani, 95% 2 knjig. Ene so kolumne, ki sem jih pisal od 2007 do 2014 za RTV MMC, druga je pa kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Te 2 knjigi imam že napisani, ne? Ampak nimam energije, če to se ne prodaja, se jaz ne bom na glavo postavljal. Če pač ne gre, ne gre. Ampak tale nekdo, ki imam neko založbo, ki pravi, da bo, če bom napisal knjigo, kot si jo oni želijo, pač v tej založbi, da bo poskrbeli za promocijo, celo za moj honorar, za mojo karanteno, nek budžet je sicer skromen, naj pa bi predstavil moje ene najtežje klinične primere, da ne boste mislili, da jaz samo teoretsko govorim, ne, včasih sem se deklariral za kot teoretskega psihoanalitika, ampak tale moj freudizem je na področju psihoterapije tako močen, je pa drugačen od Freudovega pristopa, to moram poudariti. Jaz zelo improviziram, večinoma svetujem, ampak nekateri, ki jih meni hodijo dlje časa, so tako zanimivi, da sem posnel nekaj videov. In te videi bi pa bili močni tudi v obliki knjige in zato si določeni ljudje želijo, da napišem knjigo o mojih 15-20 najbolj markantnih, udarnih primerih, kjer bo pridih seksualnosti, pač to se bere in to bom jaz zdaj pa naredil. Nek skromen budžet so mi dali, naj se umaknim
na Jadran in pišem. Sem si nabavil laptop, ker so mi rekli, da mi dajo diktafon, da bom jaz govoril, nekdo bo pretipkal, bom jaz kar tipkal. Sem dislektik, bo veliko napak, stilsko bo treba verjetno malo obdelati, ampak to bom primere zakodiral in predstavil, preko kako deluje človekova duševnost, kako se otroštvo vgravira v psiho, kako se to da razumeti. Zdaj, vprašanje, kako se da to predrugačiti, pazite, predrugačiti, ne pozdraviti. Zato sem se odločil, da bom ugriznil v to kislo jabolko, v ta projekt bom zastavil, vse bom zakodiral, tako da ne se bati tisti, ki veste, da ste zanimivi, pa ste bili pri meni, pa se vas je zdaj strah, če vas bom predstavil, bo to tako zakodirano, da še sami ne boste vedeli, da gre za vas. Ampak bojo pa vse poante ključne predstavljene. Torej, zdaj me pa zanima, glede na to, da imam skromen budžet, če ima kdo idejo, jaz se ne bi glih vozil dol na Pašman, kjer bom jaz od 14. julija do 30. julija dopustoval. Nekje blizje bom šel, Severni Jadran ali pa Istra, Hrvaška, ne bi šel v ta slovenski del, tle je tudi drago. Če kdo ima kakšno idejo, kje se da, tako da bi imel elektriko zraven, tako da blizu morja, ker se bo malo frišal, malo plaval, malo kolesaril, pa takole 10-12 ur na dan pisal. Če ima kdo idejo, kje se to da malo cnej, ne? Zdaj, hujšel bom, ne rabim neke hrane, bom že kak sendvič imel čez dan takole, se jaz sploh ne jem velik, ne, sam imam neustrašen karakter, pa s temi kilami malo, kako bi rekel, pretiravam, bom pa shujšel. Se pravi, poziv vsem vam, če ima kdo kako lokacijo, tako ob morju, v Istri, kjer bi se dalo tako v zavetrju, pa s pogledom na morje, pa elektrika, da je zraven malo pisati, vas pozivam, da tako mi v komentarje malo priporočite. Pa cenovno sploh ne vem, koliko to stane. Vem, da tam dol na Pašmanu je nočenje 50 €, zdaj mogoče Istra kaj dražje, ampak tole je predsezona. Po moje bi jaz šel že kar drug teden na to lokacijo, karanteno in pa sam užgi po siromaku, po tipkovnici. Pa da si razvozlam jezik, pa da sem poučen. Skratka, še enkrat hvala za donacije. Če kdo meni, da si zaslužim donacijo, sem vzpostavil moje linke Paypala, tako da komentarji so pa tudi zaželeni. Ok, to je bilo to. Hvala.